In še to bi rad poudaril, veliko smo se pogovarjali o Kickstarterju. Kako težko je v bistvu plač dosežeti, pa ga presežeti? Mene to ful zanima, kako sploh narediti Kickstarter page, mislim, kako sploh začeti, kaj je ideja, E-maile pobirati. Prej samo, da nekaj številk navržem. Morate vedeti, in to so uradne statistike iz Kickstarterja. 38% vseh projektov je samo dejansko uspešno plačanih. 38%. In 9% uspešno plačanih tudi nikoli ne deliverajo. Torej, ampak od teh 38% in 9%, ki jih sploh ne bringa, večina je v tistem rangeu med 20 in 70 tisoč dolarji. In to, da so oni zdaj bili plačani in presegli za $250,000, to jih postavlja v tisti top percentile vseh. Tako da je nekdo iz Slovenije to uspel narediti, je pač veliko večji dosežek, ko se mogoče tako zdi, 200 tisoč, kaj je to, nič. Se počutite bogate? Ne. V resnici, kaj je ta številka rasla, mislim, da noben od nas ni sploh dojel, kaj točno je to. Mislim, še zmer se kdaj zbudiš in si tako, čaki, to je zdaj moja služba. Ja. Bolj v bistvu to za nas pomeni, da mi smo zdaj vsi lahko kar toliko stabilno zaposleni, kar je pač za nas največji dosežek v resnici. Ta drugi največji dosežek je pa pač ne denar. To, da se je naša igra razširila. Zdaj imamo 1380 playerjev, kar je v bistvu za Wargame. 1480 pledgerjev. Drugega Kickstartera. Zdaj že en mesec, tako sem že na dopustu vmes. To pač pomeni, da imamo res ogromno playerjev. Še zmeri pač tako, če pogledaš od ozuni, ni toliko velik company, pač ni ne vem kaj, ampak začeli smo pa se mi zdi, da dobro. Če čisto objektivno pogledam, tudi prvi Kickstarter je bil full v redu, da smo pač naredili 70 jurjev, ni bilo lih mal. Je pa pač premalo, da bi s tem ti lahko res stabilno začel to naprej delati. Lahko malo več povem v bistvu o tem. Mislim, načeloma kot prvo tudi to, da smo uspeli, zakaj je bilo to, ker smo bili dosti strmasti in smo si pač res rekli, mislim, failure is not an option. Mislim, kako smo naredili Kickstarter, smo si rekli, deliverati ga je treba, pa furati stvar naprej. In tukaj je bilo ful dobro, ker tudi naši razni biznis partnerji pač nam je ful prav prišlo, ker so verjeli v nas kot prvo, pa imeli v bistvu videli nekaj v našem projektu, ki ga furamo in so pač hoteli tudi ga pač porivati naprej. Biznis partnerje ste najprej kontaktirali, preden ste Kickstarter ali? Ta prvo ne. V bistvu je čisto tako, nekako večina podjetij sploh noče slišati zate, preden si uspešno prvi projekt naredil. Pa še takrat, ko si ga, te jih bo zelo malo res pobral. Vsi so radi previdni. Ali pa tako, se je tudi že dogajalo, da recimo so kakšne firme, še posebej kakšni lokalizatorji, ti rečejo, bomo mi vas podprli, bomo mi vzeli kar 1000 kosov, to se pravi z drugim veseljem iz eno nogo non-stop in pol safety se pele s tabo, da vidi, kak bo Kickstarter, pa gre pa recimo ven. To se poznam ene par projektov, ki se je to zgodilo, pač ni najbolj.